V novo leto tokrat vstopam z novim videom o tem, kako nehati zapravljati čas. Vsi imamo na voljo 24 ur na dan in nobena izmed teh ur ni 100%, zato je še kako pomembno, da vsako čim bolje izkoristimo. Pa pri tem ne mislim samo z delom, ampak tudi z počitkom, druženjem, športnimi aktivnosti, pač karkoli, kar ti da v bistvu nove energije, ti napolni baterije. Zdaj, kako kdo porabi čas, je seveda odvisno od vsakega posameznika. Meni se recimo velikokrat zgodi, da zapravim veliko časa na Instagramu ali Facebooku in od tega v bistvu nimam ničesar. Danes pa ti tako predstavljam nekaj trikcev, kako lahko nehaš zapravljati čas in ta čas izkoristi za tisto, kar ti da energijo, te napolni z novim elanom. Torej, najprej analiziramo svoj čas. Torej, to narediš tako, da zbereš en čisto običajen dan in od jutra do večera zapisuješ čisto vse, kar se v tistem dnevu zgodi, skupaj z porabljenim časom. Tako na koncu dneva v bistvu dobiš cel seznam vsega, kar si počel čez tisti dan in lahko hitro vidiš, kje porabiš največ časa in kaj lahko v bistvu je nepotrebno, kaj je potrebno. In velikokrat se zgodi, da za to analizo časa ugotovimo, da počnemo veliko časa porabimo za neke aktivnosti ali stvari, ki jih sploh ne želimo početi in bi počeli v tistem času raje kaj drugega. In v bistvu, kot zaveš, da to počneš, lahko to tudi potem enostavno zamenjaš. Druga stvar je, da jutro začneš z pravim tonom. In ko ti zjutraj zazvoni budilka, naj ne bo prva stvar, ki jo narediš, da pograbiš telefon, pogledaš maile, prečekiraš Facebook, novice in tako naprej, ampak si vzami čas zase, za športno aktivnost, za dober zajtrk, karkoli, kar bo v bistvu ti nekako dalo pozitiven ton temu dnevu. Še bolj idealno je, če v bistvu vse to prečekiraš šele po prvi opravljeni nalogi, ki si jo zadal oziroma zadala za tisti dan. Potem naslednji nasvet je, da si sestaviš seznam nalog. Zvečer prej ali takoj zjutraj si napravi seznam v bistvu vseh nalog, ki jih moraš opraviti v tistem dnevu in izberi 3 najpomembnejše. Te 3 najpomembnejše naj bojo res takšne 3, da če opraviš samo te 3, je dan super uspešen. Za ta seznam lahko uporabiš, pač ga narediš elektronsko ali na listu, to je čisto vseeno. Potem, ko imaš izbrane te 3 naloge, se najprej loti tiste najbolj zoprne ali najmanj všečne. To ti bo v bistvu pomagalo pri tem, da v bistvu, ko to nalogo narediš, ti ostanejo še samo boljše in to je super za motivacijo. Kar je pa fino premisliti, ko delaš ta seznam, je tudi ta, da uvrščaš na ta seznam v bistvu naloge, ki so res pomembne, da jih narediš. Tako da probaj v bistvu uvrstiti na ta seznam čim več takih opravil oziroma nalog, ki te razveseljujejo. Tako bo v bistvu tudi motivacija, da jih narediš veliko večja. Naslednji nasvet je sicer tak na prvi pogled zelo mini, ampak ima ogromen učinek. In to je, da izklopiš obvestila. Obvestila na telefonu, obvestila na računalniku. To so obvestila za mail, torej ko dobiš nov mail, obvestila iz Facebooka, obvestila iz Twitterja, obvestila iz Instagrama in podobnih zadev. Ko v bistvu izklopiš ta obvestila, nimaš skozi motečih dejavnikov in nečesa, ki bi te spomnilo, da je tam nekaj novega. Namesto tega je boljše, da si vzameš čas in recimo rečeš, ok, naslednjih 5 minut posvetim Facebooku in prečekiraš vse te novosti, ki bi te drugače skozi motile. To je v bistvu zelo dobro pri tem, da pri svojem delu ostaneš fokusiran. In ko si v bistvu fokusiran na določeno delo, je najverjetneje bolje opravljeno in pa tudi hitreje. Zraven tega pa je v bistvu to, da si vzameš čas, 5 minut za Instagram ali podobno, je lahko kot neka nagrada za opravljeno delo. Naslednji trik oziroma nasvet je ta, da rezerviraš čas za maile. V dnevu si izberi 2 ali 3 termine, ko odgovarjaš na maile in posvetiš v bistvu samo odgovarjanju in prebiranju mailov. Tako v bistvu se izogneš tem
da skozi ti nekaj uskakuje in da imaš skozi neko delo, ki bi v bistvu ga bilo bolje upravljati v enem skupku. Torej, v tistem času, ki ga nameniš za maile, takrat torej prebereš, odgovarjaš, pošiljatelj v bistvu dobi tvojo 100% pozornost in lahko v bistvu veliko hitreje in kvalitetneje odgovarjaš. Pri tem pa pazi, da odgovarjaš res čim bolj polno in se izogneš nepotrebnim nadaljnjim mailom. Zdaj, kaj pri tem mislim? Naprimer, če se dogovarjaš za sestanek, kar predlagaj termin, čas in pa lokacijo za sestanek, da potem ti samo potrdijo ali predlagajo nekaj novega in ni potrebno v bistvu ping-ponganje za maili za dogovarjanje recimo sestanek. Zadnji nasvet je nasvet, ki ga tudi jaz dolgo nisem upoštevala in je na prvi pogled mogoče celo zelo nepomemben. To je, da planiraš čas zase. Čas zase, torej čas, ko boš počel nekaj zase, nekaj, kar te res veseljuje, ti nariše nasmešek na obraz, te napolni z energijo, pa naj bo to športna aktivnost, masaža, gledanje televizije, sprehod, joga, pač karkoli je, sploh ni pomembno. Pomembno pa je, da si rezerviraš čas, ga dodaš tudi v planer, v koledar in se tega tudi držiš. To ti bo vlilo v bistvu nove energije, nove moči za nadaljne delo, hkrati pa je zelo dobro tudi za tvoje osebno zadovoljstvo. To so pa vsi nasveti, ki sem jih danes želela deliti s tabo. Upam, da so ti bili všeč, da ti kjer koristi. Imej en čudovit dan in se vidimo naslednjič. Čau!